Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije ob izteku malega travna, ki nam je postregel s kopico presenečenj, sploh kar zadeva nizke temperature, ki so tudi letos dodobra oklestile sadovnjake in vinograde. Je pa bilo kljub vsemu tudi pretekli teden nekaj dobrih novic in pa dogodkov, ki smo jih uvrstili v informativno oddajo tega tedna. Zato prijazno vabljeni k ogledu. Na rednem letnem zboru slovenjebistriških upokojencev podelili tudi priznanja zaslužnim članom. V Slovenski Bistrici obeležili Svetovni dan zemlje z obiskom predsednika države Boruta Pahorja. Na Bistriškem Pohorju že 10. festival miru in šarhov pohod. V Slovenski Bistrici tekmovanje prostovoljnih gasilskih društev za nastop na gasilski olimpijadi. Slovensko Bistrico obiskal irski veleposlanik Sean O'Regan. V policijskem dosjeju o internetnem izsiljevanju, krajah, namernih poškodovanjih in drugih dogodkih. V rubriki Lokalne novice tokrat o pomembnih obletnicah in drugih dogodkih. V sredo 19. aprila so se v prostorih gostišča Sodexo na rednem letnem zboru sestali člani Društva upokojencev Slovenska Bistrica. V okviru dnevnega reda so obravnavali in sprejeli poročilo o delu društva za leto 2016, poročilo o finančnem poslovanju ter poročilo nadzornega odbora. Sprejeli so tudi programske usmeritve za delo društva v letu 2017 in podelili posebna priznanja, ki so jih prejeli. Angela Papotnik, Elza Podpečan, Edmund Pogorevc in Rozalija Špes. V kulturnem programu je nastopil ženski pevski zbor DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Svetovni dan zemlje sta Slovenjebistriška krajevna skupnost Pohorskega odreda in druga osnovna šola 21. april obeležila z dvema posebnima dogodkoma. V goste sta namreč povabila predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki je učence, učitelje, krajane, občinske svetnike in druge goste nagovoril o pomenu varovanja našega planeta Zemlja in o tem, kaj lahko sami storimo, da bo bivanje v domačem okolju bolj prijetno, kar pomeni, da moramo biti spoštljivi do narave in njenih danosti. Na eni izmed znanih svetovnih televizijskih mrež se te dni vrti zelo tak sporočilen oglas svetovnih nevladnih organizacij, ki skrbijo za okolje, ki pravi, narava brez človeka lahko preživi, človek pa brez narave ne. Mislim, da je to samoumevno, da to vsi vemo, pa da se hkrati tega v vsakdanjem življenju premalo zavedamo. Moram pa ob tem reči, da se skozi generacije to zavedanje vendarle popravlja na bolje. Ko se jaz spomnim mojih šolskih dni, in to vsega tako rekoč skoraj 50 let nazaj, se spomnim, da so nas takrat starši, pa tudi prijazni, pridni učitelji, učili, da je potrebno pospraviti smeti za seboj, da je potrebno paziti v tem smislu na okolje. Tudi kasneje, ko sem hodil v srednjo šolo, pa se pravzaprav nismo učili o tem, da človek s svojim ravnanjem ne vpliva samo na to, ali je okolica bolj ali manj čista, bolj ali manj urejena, ampak da s svojim ravnanjem zelo vpliva na tako pomembno stvar, kot so globalne podnebne spremembe. Zato je sprva ta akcija, ki se je začela tam
v začetku 70. let prejšnjega stoletja in je opozarjala na pomen aktivne skrbi človeka za naravo, ne samo za čisto in urejeno. Potem počasi prešla v eno veliko svetovno gibanje in danes že 22-tič povsod po svetu, tudi s takimi imenitnimi priritvami, kot je ta, poskušamo sebe opomniti in zato ni nihče od vas premehen. Da na nek način narava nam zelo veliko da in tudi mi smo njeni dolžniki in moramo to vrniti z neko skrbjo. Prav gotovo je moja odgovornost za to veliko večja od vaše. Ampak prav vsi pa nekako tej naravi pripadamo in se moramo po svoje truditi, da ji nekaj vrnemo. Prav tako bi rad opazil skozi čas, da se je spremenil na bolje naš odnos do okolja. Mislim, da smo zlasti po osamosvojitvi, že prej, ampak zlasti po osamosvojitvi, tudi z eno precej posrečeno organizacijo lokalne samouprave, zelo veliko naredili za to, da niso samo zasebne površine v Sloveniji lepo urejene, ampak da začenjajo biti tudi javne površine lepo urejene, čiste in da dajejo občutek enega urejenega prostora, v katerem se dobro počutimo. Sem in tja lahko s helikopterjem preletim našo deželo, čudovito Slovenijo in lahko še enkrat več ugotovim, ker to nudi en drugačen pogled, kot se ga vidi običajno z letala, da imamo deželo, ki postaja vedno bolj ne samo lepa, kar je vedno bila, ampak tudi vedno bolj urejena. In zdaj smo pri tej tretji fazi, se mi zdi, ukvarjena z našim planetom, z našo zemljo, in to je z našim ozaveščanjem o podnebnih spremembah in o našem vplivu na nje. Te spremembe ne gredo hitro, ampak počasi pravijo v organizaciji, ki skrbi za današnji dan Zemlje, je potrebno tudi najmlajše ljudi, in vi ste dovolj pametni, dovolj zreli, da to razumete, opozoriti, vzgojiti tudi za to dimenzijo skrbi za narave, za najbolj globalno. Da je potrebno razmišljati tak razvoj, da bomo naravo ohranjali zdravo, čisto in urejeno in da bo lahko potem narava za nas tudi skrbela. Podnebne spremembe so postale zdaj tema vsakdanjega pogovora, morda sem in tja tudi vašega. Pred slabima 2 letoma se je končala končno v Parizu uspešna konferenca, ki se je ukvarjala s tem vprašanjem in dala svetu, zlasti vaši generaciji, ki bo čez 15-20 let imela svoje otroke, neko upanje, da svet ne bo postal takrat slabši, manj čist, manj urejen, ampak da bo morda celo postal boljši, bolj urejen, bolj čist. Če koga to zanima in zadeva, ste to vi. In zato je prav, da se, kolikor je pač danes to mogoče, vsaj za hipec malce vprašate vsi skupaj, ali naredimo res dovolj, ali bi lahko naredili še kaj, da potem zasadimo to drevo, se to ne pomeni, da je s tem rešen problem, ampak da na nek simbolen način spomnimo sebe, da nam narava tako zelo veliko da, mi smo jim pa dolžni to ljubezen na tak in drugačen način vračati. Prisotne so nagovorili še župan dr. Ivan Žagar, predsednik krajevne skupnosti pohorskega odreda Ludvik Ripolusk in ravnateljica šole Sonja Arbajter. O prihodu so učenci s kulturnim programom pripravili predsedniku države prisrčen sprejem, obarvan s spoštovanjem do naše kulturne dediščine.
Nato je Borut Pahor ob pomoči učencev na šolski zelenici simbolično posadil sadiko avtohtone slovenske Brinarjeve jelke, poimenovane po slovenskem raziskovalcu Miranu Brinarju. V sklopu obiska v Slovenski Bistrici je Pahor obiskal tudi enoto doma starostnikov v Slovenski Bistrici, kjer je po pozdravnem nagovoru in srečanju z varovanci odprl predsednikov kotiček in se vpisal kot prvi v knjigo vtisov. V soboto 22. aprila se je pri Treh kraljih odvijal tradicionalni, že 10. po vrsti, festival miru in v okviru letega šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona. Udeleženci pohoda so se ob 9. uri zbrali pri hotelu Jakec in pot nadaljevali proti Trem žebljem, kjer je bila krajša slovesnost s kulturnim programom. Po povratku z bojišča Pohorskega bataljona so se pohodniki okrepčali pod šotorom ob zvokih koračnice orkestra slovenske policije. Ob 15. uri se je pod šotorom pričela radijska oddaja 10. festival miru v organizaciji Radia Maribor. Slavnostni govornik je bil predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez. Na današnjem pohodu se nismo zbrali samo zato, da bi se spominjali hrabrih dejanj Alfonsa Šarha, njegovih sinov ter ostalih borcev Pohorskega bataljona, ki so za našo svobodo in domovino dali svoja življenja, ampak smo se zbrali tudi zato, da bi ponovno potrdili zgled, ki so nam ga postavili omenjeni borci, Šarhovimi načrti. Gre za zgled, česa vsega je človek sposoben, ko je domovina okupirana in ogrožena, predvsem pa za zgled, ki kliče. Kliče po tem, da ga posnemamo in vedno znova ponavljamo. Alfons Šarh je bil preprost kmet z Pohorja, ki je sebe in svojo družino preživljal s poštenim delom. A poleg poštenosti je premogel tudi upornega duha, kar je večkrat dokazal. Tako se je za obrambo domovine boril na Soški fronti. Leta 1918 pa se je pridružil generalu Maistru v boju za severno mejo. Verjetno si tedaj, ko je prvič branil domovino, ni predstavljal, da ta borba še ni zaključena. Kruta zgodovina se je namreč ponovila. Medtem ko se topovske cevi, ki so sejale smrt v prvi svetovni vojni, še niso dokončno ohladile, je v Italiji fašizem začel svoj pohod in le nekaj let kasneje se je z nacizmom podobno ponovilo v Nemčiji. In četudi so takrat politiki morda naivno mislili, da sta ta dva totalitarizma zgolj muha in odnevnica, se je še prehitro izkazalo, da temu ni in ne bo tako. Že sredi 30. let je vse bolj kazalo, da se svet bliža novi vojni. Žal pa tedanji politiki, obremenjeni predvsem z reševanjem notranjih državnih problemov, naraščajočih mednarodnih napetosti niso želeli opaziti, kaj šele, da bi se z njimi ustrezno in odločno soočili. Z neprestanim popuščanjem so si kupovali navidezen mir. Mir, ki ni mogel trajati. Mir, ki ni mogel zdržati. Septembra 1939 je Nemčija napadla Poljsko in s tem dokončno pokopala s težavo vzdrževano obdobje evropskega in svetovnega miru. Zgodovina pa se je ponovno razgradila vsem svojim besom. Ta silen bes je žal dosegel tudi slovensko ozemlje, tudi Pohorje, kjer je v ozračju negotovosti živela Šarhova družina. A tudi tokrat, dobrih 20 let po prvi vojni vihri, Šarhovi niso oklevali. Domovina je potrebovala branitelje in Šarh se nemudoma pridružil vojski kraljevine Jugoslavije. Po njenem hitrem zlomu so ga zajeli Nemci in ga, na srečo, tudi izpustili, kar je izkoristil, ter se takoj pridružil partizanskemu gibanju. Spoštovani in spoštovane, ko danes, več kot 70 let pozneje, premišljamo o svetlih zgledih, ki so nam jih postavili naši partizanski sorojaki in sorojakinje, lahko ugotovimo troje. Prvič, da so slovenski partizani v tistih težkih urah natanko vedeli, kaj jim je storiti, da zavarujejo svojo domovino. Na to, da so bili večinoma slabo oboroženi, skoraj goloroki ter bosi in premalo oblečeni, se niso ozirali. Stremeli so namreč k višjim ciljem. Izpostavili so sebe zato, da bi mi živeli v miru, svobodi in blaginji. Vedeli so namreč, da brez upora ne more biti ne časti, ne slave. Sledili so Jurčičevemu opisu narodnega junaka, Slovenca, ki pravi: trd bodi, neizprosen, mož je klen, kadar braniti je časti in slave narodu in jeziku svojemu. Naši partizani in partizanke so se borili prav za te tri vrednote.
za čast in slavo Slovenk in Slovencev ter naše domovine, ter za naš slovenski jezik. Za jezik, ki nas od nekdaj ne le določa, ampak postaja naše vezivo tudi v prihodnosti. Drugič, partizani in partizanke so se borili tudi za tovarištvo in solidarnost. In prav slednja je, prežeta skozi osvobodilne skupine in čete, postala temelj slovenskega partizanskega gibanja. In kljub nekaterim odklonom, ki jih je potrebno priznati in obžalovati, se je prav solidarnost zasidrala v srčiko biti naših državljank in državljanov, ter postala lastnost, ki še vedno privre na plano, ko se ljudje okoli nas znajdejo v stiski. Naj ob tem izrazim hvaležnost, da kljub vse bolj prevladujočemu individualizmu sodobnega časa, slovenski narod v svoji solidarnosti večinoma vztraja. In to v odnosu do slehernega človeka, ki jo potrebuje. Naj si bo naših sodržavljank in sodržavljanov ali pa do tujcev, ki se zaradi tragičnih zgodb, ki so jih pisala njihova življenja, znajdejo pred našimi vrati. In tretjič, slovenski partizani in partizanke so se borili za mir, za vrednoto, ki je marsikdaj, tudi zaradi geografske oddaljenosti vojn, ki danes divjajo po svetu, ne znamo dovolj ceniti. Mir ni nekaj, kar nam je podarjeno, ampak je nekaj, za kar se moramo neprestano truditi. To žal pogosto povzamemo in ga posledično jemljemo za samoumevnega. Pa vendar je, kot kažejo predvsem izkušnje iz 30 let prejšnjega stoletja, pogosto dovolj ena sama iskrica, da svet zaobjamejo plameni nepredstavljivih grozot. Tudi in še posebej zato, spoštovani in spoštovane, ne smemo nikoli pozabiti, da je mir največja skupna vrednota človeštva in da je od miru do vojne, do neznosnega trpljenja en sam samcat korak. Gospe in gospodje, današnje srečanje in pohod je poklon očetu Alfonsu Šarku in njegovim 3 sinovom, Lojsku, Pepku in Vančku, ki so še nepolnoletni čutili, da se morajo odzvati na klic domovine. Odzvali so se enako kot ostali borci Pohorskega bataljona in borči številnih čet širom naše domovine. To so tisti sinovi in hčerje Slovenije, ki jim gre zahvala za to, da smo danes svobodni, da živimo v miru in da se lahko sami odločamo o tem, kako naj se naša država razvija. Brez poguma vseh teh mož, žena in otrok bi danes najverjetneje ne mogli peti na slovenskem smo mi gospodari. A, spoštovane gospe in gospodje, s tem so nam naši borci in borke naložili tudi pomembno odgovornost. Odgovornost do bližnjega, do sočloveka, odgovornost do naše lokalne skupnosti in odgovornost do države. Biti sam svoj gospodar ne pomeni le sprejemati odločitve, temveč tudi prevzemati odgovornost za njihove posledice. Ne pomeni ležetev sadov, temveč tudi priznanje napak in njihovo popravljanje. Biti odgovoren je največja vrednota, še zlasti takrat, ko se vse to zdi najtežje. Slovenci smo se kot narod v svoji zgodovini pogosto izkazali kot odgovorni. Prav tako so kot takega slovensko partizansko gibanje prepoznale in priznale tudi že zavezniške sile. To odgovornost smo prenesli tudi v današnje čase. Čase, v katerih je Slovenija prepoznana in priznana kot zanesljiv in kredibilen partner. Brez tega bo naša država v mednarodni skupnosti tudi prihodnje le stežka preživela in se razvijala. Zatorej, gospe in gospodje, ne izneverimo se zgledom, ki smo jih podedovali. Sledimo jim in jih prenašamo na prihodne rodove. Pošteno, dosledno ter resnicoljubno. Brez slednjega narod nima prihodnosti. Ta pa izhaja iz trdnih temeljev naše pravične borbe. Borbe zatiranih proti zavojevalcem in sovražnikom slovenskega življa. To je tisto, na kar smemo in moramo biti vedno ponosni. Gospe in gospodje, tovariši in tovarišice, Kajuk je v svoji pesmi materi padlega partizana zapisal: Postal je tak fant, da bi gore premikal. Nikdar se ni klicu svobode izrekal. Tako si mu segla poslednjič roko. In tebi je tlelo, da, vrnil se bo. Zdaj veter raznaša besede njegove. Prisluhni natanko, da čuješ glasove. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti. Toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti.
Drugače in lepše, kot je to storil Kajuh, se ne da zaključiti. Slava in čast našim borcem, vsem padlim in vsem, kateri žrtev je pomenila našo svobodo. V govornem delu oddaje so prisotne pozdravili župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, predsednik pripravljalnega odbora Festivala miru Božo Juhart Jakec ter predstavnika veteranskih organizacij Bosne in Hercegovine in Hrvaške Muris Bukva ter Željko Čizmić. V kulturnem delu programa so sodelovali Orkester Slovenske policije, Mešani pevski zbor kulturno-umetniškega društva Štefana Romiha Ščrešnjevca, Cicibani vrtca Otona Župančiča iz Slovenske Bistrice ter skupina oplotniških vokalistov s Tinetom Lesjakom. Prireditev sta povezovala Anton Petelinšek in Jana Jeglič. Spomni se, govor je, od tega je davno že. Tisti dan je sneg zametel, gozdne jase in steze. Tisti dan je sneg zametel, gozdne jase in steze. Pohorski bataljon, brunarici si mrmral, pesem tiho in otožno spremljajo harmonika. Pesem tiho in otožno spremljajo harmonika. A čez noč vdihnil je tožni glas harmonike, sredi gozda pa ostala neizpeta pesem jo. Pohor je in si dom, teh junakov in sinov, smreke temne in tišini, pesem pojejo v slovo. Smreke temne in tišini, pesem pojejo v slovo. V nedeljo 23. aprila je v Slovenski Bistrici potekalo izbirno tekmovanje za gasilsko olimpijado, ki bo od 9. do 15. julija v avstrijskem Beljaku. Tekmovanja so se udeležile gasilske enote iz vse Slovenije, med njimi tudi članice in člani iz Slovenjebistriške gasilske zveze. V spretnosti in znanju se je pomerilo 30 članskih in 5 mladinskih enot. Člani so se pomerili v vajah z motorno brizgalno ter v štafeti z ovirami, mladinci pa v vajah z ovirami in štafetnem teku. Iz Slovenjebistriške gasilske zveze se bodo na olimpijadi pomerili člani skupine A iz PGD Tinje ter Oplotnica ter članice Šmartnega na Pohorju. Skupino B pa bodo zastopali gasilci Šmartnega in Kebja. V torek 25. aprila se je na obisku v Slovenski Bistrici mudil irski veleposlanik v Sloveniji, gospod Sean O'Regan. V bistriškem gradu ga je sprejel župan dr. Ivan Žagar. Sodelovali so še direktorica Razvojno-informativnega centra Slovenska Bistrica, magistra Monika Kirbiš-Rojs, direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica Herta Žagar in direktorica družbe Rekosi Katja Zajko. Veleposlanik je po ogledu gradu in zbirko obiskal še podjetje Aluminium KTMI Slovenska Bistrica, ki je v letu 2016 praznovalo 70-letnico obstoja.
Po ogledu proizvodnih prostorov se je srečal še z direktorjem družbe Romanom Stegnetom. Veleposlanik je svoj obisk zaključil s kosilom na turistični kmetiji domačija Gora pod Lipo. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete je bilo zabeleženih 11 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, 2 poškodovani tuje stvari, kršitev pravic delavcev in izsiljevanje. Slovenska Bistrica. Kupec je v eni od trgovin vzel blago, ki ga ni plačal. Sledi kazenska ovadba na sodišču. Neznani storilec je splezal na streho ene od šol in poškodoval kritino. Škoda je za 3000 evrov. Prav tako neznani storilec je ukradel registrski tablici. Škoda je za 50 evrov. Policisti so prejeli prijavo delavca, ki mu delodajalec 3 leta ni plačeval prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Sledi kazenska ovadba. Prek spleta je neznana ženska izsiljevala občana, ki je poslal sporne fotografije, da bo le-te objavila na spletu, ukolikor ji ne nakaže denarja. Zato policisti opozarjajo občane, naj prek spleta ne nasedajo obljubam o zaslužkih, materialnih koristih, naj ne odgovarjajo na sprejeta SMS sporočila ali klice iz tujine, če ne poznajo identitete klicatelja. Posebej so za takšna dejanja dovzetni otroci. Zgornja Polskava. Iz trgovine, kamor je vlomil, je neznani storilec odnesel blago vrednosti 5000 evrov. Poljčane. Neznani storilec je z vozila ukradel registrski tablici, nanj pa namestil prav tako ukradeni tablici sosednjega vozila. Škoda je za 50 evrov. Zgornje Pribokovje. Neznani nepridiprav je na vodnem zajetju poškodoval ventil, zaradi česar je iz vodnega zajetja iztekla voda, pri tem pa so krajani Gabernika ostali brez pitne vode. Škoda je za 1000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 3 prometne nesreče, podali 2 obdolžilna predloga, izdali 37 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 5-krat, obravnavali pa so še delovno nesrečo, napad psa ter še en dogodek. Spoštovani, zadnja informativna oddaja Malega Travna iz studia Bistrica se je iztekla. Prihodnji teden pa se že izpisuje na koledarju Veliki Traven ali maj. 1. in 2. maja obeležujemo mednarodni praznik dela in boj za delavske pravice. Njegov simbol je rdeči nagelj, zato se ga pripnite za gumbnico, pojdite v naravo in se naužite njenih lepot. Pa srečno do naslednje informativne oddaje.